Ukrepi, ki so še 2 leti nazaj obetali bistveno več in ki so dajali rezultate, so bili ukrepi za spodbujanje razvoja malega in srednjega podjetništva. Kot že rečeno, so bili očitno v obdobju 2005-2008 uspešni, ker so rodili preko 100 novih podjetij na leto, ki so preživela, ni šlo to samo za formalne registracije. Poudarek je tukaj na infrastrukturi, predvsem na dogradnji hitre ceste oziroma te okrnjene avtoceste in na vodooskrbi, kar se je zdaj zataknilo. In v resolucijo o nacionalnih razvojnih projektih je bil ključen za regijo ključni nosilni projekt gospodarsko središče Oko s predvidenim financiranjem 100 milijonov evrov v času do leta 2015. Še jesen leta 2007, ko smo se pogovarjali o podobni temi, smo bili prepričani, da smo na koncu pokrajinske zgodbe, da bo v roku dobrega leta po tistem obisku, se pravi že v lanskem letu, Slovenija razdeljena na pokrajine, da bo Pomurje dobilo pokrajinsko strukturo, ki bo imela v normalnih, pa seveda tudi v kriznih časih na voljo razvojne inštrumente, s katerimi bo lahko bolj precizno naslavljala ključne probleme. Kot veste, je pokrajinski projekt propadel tik ob koncu. Vsa zakonodaja je bila pripravljena, vsi izračuni so bili pripravljeni, tudi operativno so bile priprave izvedene dolgo, vendar opozicija takrat potrebovala, ko smo dvotretjinsko večino. Za projekt ni glasovala, rekli so, mi bomo ta projekt izvedli bolje, zdaj je že eno leto nove vlade, pa se na tem projektu ni še nič premaknilo. Ni ne zakonov, ne predlogov, ni česar. Prišla pa je gospodarska kriza in ta kriza je pričakala Slovenijo bistveno bolj nepripravljeno tudi zaradi tega, ker nimamo tega inštrumenta, ki ga lahko da pokrajino. Ampak, kot že rečeno, vse to, kar se je dogajalo v zadnjih tednih tukaj v Pomurju, še posebej dogodke okrog Mure, so spodbudili tudi aktualno vlado, da končno nekaj predlaga. Kot veste, mi že pol leta pozivamo vlado, ne gre vendarle okolj, naj tako, kot je bila to praksa v prejšnjem mandatu, kot vlada obišče vse slovenske pokrajine, naj začne tako, kot smo mi začeli z Prekmurjem, se pravi za razvojno najbolj ogroženo regijo. Te naše prošnje doslej niso bile uslišane. Edina pokrajina, ki jo je ta vlada obiskala, je Ljubljana. In to z občutnimi finančnimi posledicami, kot bomo videli kasneje. Predstavniki vlade so se deloma streznili šele ob teh protestih v Muri in kot že rečeno je vlada poslala zdaj v proceduro osnutek zakona o razvoju Pomurja, ki upošteva nekatere predloge, ki so prihajali bodisi od lokalnih skupnosti, bodisi od nas v zadnjem času, bodisi od poslancev, bivših poslancev tukaj ali od različnih razvojnih institucij. Zdaj, nakratko povzeto, ta zakon predlaga prvič, da se ustanovi za Prekmurje neka posebna razvojna pisarna, ki naj bi jo vodil državni sekretar. Zakon povzema projekt iz resolucije o nacionalnih razvojnih programih Oko, s tem, da ga iz 100 milijonov evrov znižuje na 40 milijonov. Zakon predvideva 30 milijonov evrov v naslednjih 6 letih za ustvarjanje novih delovnih mest, to je 5 milijonov na leto za celo regijo. V istem času so preko zakona o glavnem mestu v ljubljanski mestni občini obljubili 15 milijonov na leto, čeprav je povprečna razvitost mesta Ljubljane preko 150%, povprečje Prekmurje pa okoli 66%. To je pač to razmerje.
No, ta zakon predvideva tudi €1 milijon garancijske sheme za glave mala in srednja podjetja, za sproščanje likvidnostnega krča, relativno majhna številka. Zakon vsebuje tudi predlog za dvig za 10% davčne olajšave za vlaganje v raziskave in razvoj v tej regiji in predvideva tudi povečanje investicijske olajšave iz 40 na 50% za investicije v regiji, oziroma iz 30 na 40%. Če komentiram vsakega od teh ukrepov, nekatere bodo verjetno tudi moji kolegice in kolegi, potem bi seveda povsod lahko našli tudi kritične pripombe. Ustanavljanje posebne pisarne za regijo je nekaj takega kot v Posočju po potresu, tudi zakonu se govori o tej paraleli, pa se je ustanovila tehnična pisarna. Prekmurje ni prizadel potres, tukaj gre za drugačne probleme. Jaz upam vseeno, da če se bo na tem vztrajalo, da to ne bo neko podvajanje z razvojno agencijo, z obstoječimi institucijami in da to ni iskanje službe za kakšno konkretno osebo, ki želi biti spet državni sekretar, ampak da so nameni resni. No, kakorkoli, osnutek tega zakona, ne glede na to, da imamo kritične pripombe na to, ne glede na to, da vemo, da je zelo tvegano sprejemati samo zakon za eno regijo, ker se bodo takoj pojavile zahteve še z drugih regij in so tudi marsikje drugod problemi in bi morala vlada nasloviti pač vse probleme. No, ne glede na to, je to znak, da se je vlada zbudila in da so ti protesti in zahteve, ki ste jih pošiljali od tukaj, dosegli določene rezultate. Vendar, če se boste ustavili na tem, potem iz tega ne bo ravno veliko. Te številke so tukaj premajhne. 5 milijonov za celo regijo, za delovna mesta ni veliko, še posebej, če se to vzame iz sredstev, ki bi tako ali tako morala iti v gospodarsko središče, kjer so se sredstva zmanjšala. In jaz predlagam, no, da se ti glasovi iz Pomurja v prihodnjih dneh in tednih, ko bo ta zakon v obravnavi, združijo, da se združijo v enoten glas in da ta glas zahteva, da celotna vlada pride končno v Pomurje in da se z vami tako kot zdaj naš strokovni svet ali kot je bilo to običaj za prejšnjo vlado, sooči v pogovoru o teh predlogih, o številkah, o olajšavah in o vseh teh stvareh, da se neposredno argumentira z obeh strani, kaj od tega je v redu, kaj ni v redu in kaj bilo še potrebno. Kaj bi bilo po našem mnenju? Mislim, da je to ključna stvar in tudi mi bi želeli v tej razpravi dati glavni poudarek ne na kritiki tega, kar ni bilo narejeno ali pa kar je bilo premalo narejeno ali pa tega, kar delajo drugi, ampak bi želeli dati poudarek v tej razpravi na to, kje mi vidimo razvojne priložnosti. Kateri so tisti ukrepi, za katere mi smatramo, da bi bilo potrebno sprejeti, kje so še tisti neizkoriščene možnosti, ki jih doslej tisti, ki rešujejo situacijo in imajo odgovornost, niso vzeli v obzir.